generacij in 15 milijonov prodanih vozil do danes sta podatka, s katerima se v avtomobilskem svetu ne more pohvaliti prav veliko vozil. Corsa se lahko. Z eno od teh generacij sem jaz opravljal celo vozniški izpit, pa ne povem s katero, okay? Ampak hočem reči, Corsa je z nami res že zelo dolgo, vse od leta 82. In pazi to, ime Corsa je prvič nosil koncept Corsa Spider iz leta 82 in ko so pri Oplu videli, kako je folku všeč, ime, mislim, avtomobil niti ne toliko, so ga seveda uporabili za svojo uspešnico. In še vedno se dobro spominjam premiere aktualne generacije v Splitu, ker je bila Corsa prva, ki je v ta segment tako majhnih avtov prinesla celo matrične luči. No, zdaj je prenovljena in še bolj sodobna in jasno, matrične lučke so na voljo tudi zdaj. Sem pa prepričan, da boste prej kot luči takšno prenovljeno in svežo prepoznali po povsem novi maski. Tudi Corsa je seveda dobila Oplov vizor, kakršnega imajo praktično že vsi modeli in z njim avtomobili delujejo veliko bolj drzno in moderno. Prvič so ga pokazali na konceptu Opel GTX, ki sem ga videl v tistem skritem Oplovem muzeju na dvorišču tovarne v Rüsselsheimu. Pred prenovo se mi je Corsa zdela simpatična, zdaj pa malo bolj resna in moderna, ampak se mi zdi, da ji paše. Manjšim oblikovnim spremembam se bom namenoma izognil, velja, ker nismo na zborovanju oblikovalcev, lahko pa omenim ta velik napis Corsa prek pol širine avtomobila. To je zdaj moderno in tako velike napise uporablja marsikater proizvajalec. Ker dobro izgleda, nekaj. Velikokrat pri kakšnem avtu jamramo, da je grd zunaj in lep znotraj, ampak sej, za lastnika je to bolj pomembno, a ni? Vi gledate avto zunaj, on pa v njemu uživa znotraj. No, k sreči je Corsa lepa zunaj in znotraj, se pa vedno spomnim pri tem avtu na en soroden avtomobil in tukaj hitro ugotovim, da mi je tale notranjost bolj všeč, čeprav je manj atraktivna, pa manj wow. Sem malo zakompliciral, a ne? No, tole je skratka tipično germansko urejena notranjost. Ni oblikovnih presežkov, ki so mogoče zanimivi za oči, ampak uporabni pa niso. Tukaj samo vse štima. Veliko je fizičnih stikal, kar je vedno super, veliko je tudi odlagalnih mest, sploh za tako majhen avtomobil. Ta zaslon ima 10 palcev, ampak bolj pomembno je, da ima zdaj novejši vmesnik, ki deluje hitreje in v bistvu brezšivno, pa z Android Auto oziroma Apple CarPlay se zna povezati in to brezžično. Ker fajn, da imate potem vsebino telefona lepo tukaj le gor, pride prav sploh pri kakšni navigaciji recimo. Lahko bi povedal, da sta tudi sedeža bolj udobna, ampak dejansko tega ne čutim, čeprav so jo izboljšali. Sedim dobro in to je edina pomembna stvar. Pa všeč mi je, da tale sredinski predal nima funkcije brezžičnega polnjenja telefona, ker mi med vožnjo res ne paše, da se mi telefon začne polniti 30krat pa 30krat neha. Kaprice, a ne? LED luči spredaj so serijske, moj edini pomislek je, da so matrične na voljo samo pri teh hudih verzijah. Vem namreč, kako dobro svetijo šele tiste, no še posebej zdaj, ko imajo 14 namesto 8 diod, ampak takole, s tem motorjem v tej kombinaciji sploh niso na voljo. K sreči so tudi te dobre, ampak tiste so boljše. Lahko bi našteval vse vrste pogonov, ki si jih lahko umislite v tem avtu, ampak jih je toliko, da mi boste pobegnili od televizije. Poglejte kar na njihovi uradni strani, pa vam bo tako jasno. Opremi sta pa zdaj v bistvu samo dve, da boste manj zmedeni in se boste lažje odločili za svojo. Jaz vozim Corso s 100 konjskim motorjem, torej ne čisto osnovno, ne pa ta hudo električno in tale mi je v bistvu zelo všeč. Se mi zdi dovolj živahna, ročni menjalnik je tudi lepo natančen, moram pa povedati, da je podvozje bolj na čvrsto nastavljeno. Pač povem, če kdo hrepeni po udobju, bo bolj primeren kakšen drug malček, tale je malo bolj žleht oziroma bolj na dinamični strani. Zato se pa tudi zelo lepo pelje v ovinkih. Sicer se mi ta gumb Sport zdi nepotreben, ampak le, tudi to kaže, da je Corsa dinamična. Tudi vseh cen ne bom našteval, ker je najboljš, da za svojo preverite sami. Lahko pa povem, da tale moja stane dobrih 17 jurjev, tako da se bo tista številka 15 milijonov vseh prodanih Cors do zdaj sigurno povečala še za kakšen milijonček ali pa 2. 6. Ne vem, veliko.